Pozdravljeni v novi epizodi pogovorov z velenjske mladinske scene. Tokrat ga prirejamo na pobudo našega mladega sodelavca, obiskovalca, kolega, prijatelja. Namreč Gaj Muršec je prišel s pobudo, da bi pripravili še en pogovor na temo duševnega zdravja mladih. V preteklosti smo se o tej temi že pogovarjali, vendar še nikoli na način, kot se bomo danes. Namreč izhajali bomo iz osebne izkušnje in odločitve za psihoterapijo ter izkušnje z njo. Zato je danes z nami Gaj Muršec, dobrodošel. Zdravo. In pa psihologinja Neva Kumer Pavlovič, dobrodošla in hvala, da si z nami tudi ti. Zdravo, hvala. Vsake goste teh naših pogovorov najprej vprašamo, kaj jih veže na MC Plac, kjer te pogovore prirejamo za občinstvo MC Placa in tudi širše. Zato, če ne zameriš, Gaj, najprej Neva, kako se ti povezuješ s tem prostorom in pa tudi, kakšna so bila tvoja najstniška leta odraščanja, kako si jih preživela? Ja, jaz sem avtohtona Velenjčanka, tako da sem vso svojo mladost preživela v MC-u, bi se lahko temu tako reklo. Sicer je takrat bilo malo drugače, kot je zdaj, ampak ja, sem veliko obiskovala MC, tudi delala sem tukaj kot dijakinja, kasneje tudi še kot študentka. Zelo dobro poznam obraze, ki so še vedno tukaj in pa tudi z veseljem v bistvu sprejmem ena taka povabila na take pogovore, kot je danes. In hvala, in Gaj? Ja, tudi jaz sem v bistvu večji del svoje mladosti, verjamem, da še ni konc tega, preživel v MC-u. Kar rad zahajam sem kot gost, ali na pijačo, ali razne dogodke, koncerte pogledati. No. Tako da sem tudi jaz avtohtoni Velenjčan, no, že z rodovnikom. Tako da ja, no, ima MC kar pomembno mesto v mojem odraščanju. No. Kaj bi rekla, Neva, kako je ta prostor morda vplival na te pri tvojem odraščanju? Ne nazadnje morda tudi pri odločitvi za kariero, drugih življenjskih odločitvah. Skratka, kaj misliš, kako te je zaznamoval, če te je? Ja, v mojih časih dejansko zelo veliko ljudi zahajalo sem. Pravzaprav si vedel, da ko bojo kakšni dogodki in koncerti, recimo, seveda na to si najraje šel v mladosti, da bojo poznali ljudi, da bojo tvoji prijatelji. Zdi se mi, da smo se res veliko družili. Praktično se nisi sploh rabo toliko veliko pogovarjati in dogovarjati, kdo bo kam šel, ker si nekako vedel, da boš tu ljudi srečal. Tako da to se mi je zdela res ena tako zaupanje, ki mogoče je danes malo drugačno, ampak meni je v bistvu bila ena taka res pozitivna izkušnja. A danes še mladost poteka tako? Ja, še vedno dostikrat pridem v MC-a. V bistvu, kot je rekla Neva, MC je vedno predstavlja en tak plac, kamor lahko prideš, pa boš vedno nekoga našel. Vedno bo nekdo tukaj, tudi če boš ti prvi, ne bo verjetno minalo več kot pol ure, pa bo prišel še nekdo. Ja, no, tukaj smo kar dosti časa preživeli. Okay. Kot smo rekli v uvodu, prav na tvoj predlog, Gaj, smo se danes srečali. Namreč želel si predstaviti svojo izkušnjo, ker meniš, da bi lahko marsikomu koristila. Kaj te je napeljalo na to, da si se odločil, da boš povedal svojo zgodbo? V bistvu po tej poti, po kateri sem šel, sem prišel do raznih nekih odkritij oseb, pa potem v bistvu tudi v družbi, zaradi tega, ker bolj ko sem se ukvarjal sam s sabo, pa s to temo, bolj sem se navezoval z ljudmi, pogovarjal z njimi o teh temah, spraševal. In v bistvu sem ugotovil, da smo dosti zaprti, sploh še vedno. Še vedno je duševno zdravje ena tabu tema, ena enigma, ki si je ne toliko, da ne znamo razvozlati, zaradi tega, ker v bistvu zelo dobro vemo, zakaj se gre, pa na marsikak način si že lahko pomagamo.
ampak se včasih kar malo tepamo, nekako nas je še vedno strah pristopiti k temu in se mi je zdelo, da večkrat vidimo, pa so kakšni podcasti, pa so zadeve, kjer govorijo strokovnjaki, ampak se mi zdi, da bi se ljudje oziroma se bodo danes lahko dosti bolj poistovetili z neko osebno izkušnjo nekoga, ki je konec koncev, ko smo prej rekli, tukaj sem reden gost, večina ljudi, ki je danes tukaj, so tudi redni gosti, ne, da v bistvu vidijo, da se te stvari lahko zgodijo vsakemu, se pravi, noben od nas ni izključen iz tega, pa tudi to, da se da pomagati, da se da rešiti. In torej, kaj se ti je zgodilo, dogajalo? Kdaj si začutil stisko, ki si jo začel potem tudi aktivno reševati, naslavljati, raziskovati, kaj se ti dogaja in premagati ta strah pred iskanjem pomoči? Kar zanimivo je, ker sem v prvi panični napad v bistvu doživel točno v tem prostoru. Delal sem tukaj. Takrat itak seveda nisem vedel, da gre za panični napad. Ti si človek, pač to je daleč od tega, da je to prvi odgovor, ki se ti poroji v glavi, ko se ti začne to dogajati. V bistvu gre za ene občutke v enem trenutku, da ne moreš nadzorovati svojih misli. Zgodi se popolna panika v telesu, v bistvu se ne dogaja nič, pa se dogaja vse in kar je najhujš, da ti misliš, da nimaš nadzora nad tem. Se pravi, da ti je nadzor popolnoma, se pravi, da ti nad svojim umom nimaš nadzora, pa v bistvu se nič ne dogaja. Ne? In pa rataš Sherlock, raziskuješ, hodiš na internet, upisuješ simptome in internet ti seveda ponudi odgovore, ponudi ti ogromno odgovorov, vse mogoče bolezni, fizične, duševne, in v takem času si zelo rodljiv, naši možgani zelo radi katastrofizirajo in primejo se tistega najhujšega. Ne, se pravi, najhujša stvar, oziroma tisto, kar se tebi zdi najhujš, ponavadi zagrabijo. Jaz se spomnim, v tistem času sem prebral, da bi nekje, da ne vem, to, kar se ti dogaja, ali pa te simptomi, da bi to lahko bila šizofrenija. In jaz sem živel v prepričanju, da to je to. To je to. Jaz imam šizofrenijo, meni se bo zmešalo, sicer tudi kjerokoli drugo duševno bolezen, ker ponavadi ima itak večina ima zelo podobne simptome. In enostavno se oprimejo tega in ti živiš v tem prepričanju. In vsak dan je bilo spraševanje, zakaj se to dogaja meni, zdaj se ne bo noben družil z mano, itd. In to se sam zavira v en tak krog, cikel misli, razmišljanj. A je to dneva to, čemur pravimo ukrivljanje misli? Ja, mislim, naši možgani zelo radi malo izkrivijo realnost, kar se vsekakor tudi med panično reakcijo zgodi, ampak malo bi se še vrnila nazaj, ne, pač torej Gaj je opisoval nek tesnoben občutek, nek paničen napad, ki ga je imel. In takrat tudi v terapiji razlagam v bistvu ljudem, da takrat, kadar naše telo res malo ponori od občutka, v bistvu nimamo dostopa do nekega racionalnega razmišljanja, kjer bi si mi znali razložiti, zakaj se nam to dogaja. In res velik odziv ljudi je, da grejo iskati na internet, zato ker so prepričani, da je nekaj z njimi narobe. Z mano je nekaj narobe, nisem normalen, sem čuden, sem bolan. Hkrati pa tudi v bistvu misel, da imam schizofrenijo, je to usodna lahko za nas. Čeprav je to pač le bolezen, in tudi schizofrenijo se da živeti in jo zdraviti, ampak takrat pride do tega katastrofiziranja v smislu, da ta najhujši scenarij, ki mi ga možgani narišče, zagotovo velja.
kar pa ne drži. A ne? V bistvu večina teh misli, ki jih imamo med samo panično reakcijo, sploh v bistvu niso realne ali pa niso točne. A ne? Mogoče so realne, ampak se zagotovo ne bo zgodili ti scenariji, mi pa v bistvu temu slepo verjamemo. In tukaj še bolj v bistvu poglobimo ta občutek in seveda s tem kontrola tudi pade. A ne? Ker kako pa bom jaz premagal shizofrenijo, če recimo pomislim na to, ali pa kako bom jaz premagal to, da nisem normalen, a ne? Če recimo pomislimo na to. Tako da, ja, gre v bistvu za neke misli, ki niso v skladu z realnostjo, ali na tak način, da niso realne, ali da niso točne, ali pa da imajo v bistvu nek pomen, ki pač ni čisto v skladu z realnostjo. No, ampak prav med tem raziskovanjem si pa naletel na Nevin podcast, ne? In se potem začel, bomo rekli, nekako si začel prihajati bliže k realnemu stanju, ugotovitvam o sebi, in si se potem odločil tudi za terapijo. Ja, to obdobje je sicer trajalo kar dolgo časa. Ne? Je bilo kar konkretnih, mislim, da 6 mesecev, skoraj te tesnove. Ta tesnova trajala, je bila prisotna, to je praktično vsak dan, ti funkcioniraš, zbudiš se z istim občutkom, spet gremo, jovo na novo, ista slika, ne? Isto, ko je bilo včeraj. In to traja, in je trajalo kar nekaj časa, preden sem se odločil za ta korak, da bi rad šel na terapijo, da bi rad pomoč nekoga, ki očitno ve nekaj, česar jaz ne vem, ali pa da mi pomaga priti do nekih odgovorov. A se spomniš, kaj je bilo zate prelomno? Predtem sem bil pri eni zdravnici, ki deluje v bistvu na področju hormonskega zdravljenja, tako da sem v bistvu svoje zadeve sem se lotil kar celostno, holistično, zaradi tega, ker nekako verjamem v to povezavo telo, tako da sem predtem v bistvu šel tja in spomnim se enega stavka, ki mi ga je ona rekla v nekem določenem trenutku, ko sva se pogovarjala, ko sva govorila o tem, kaj bi bilo pametno narediti, da fizično stanje izboljšam, in je rekla, to delate zato, da bo vam lažje. In po tem odgovoru sem v bistvu kar nekaj časa sem ga premleval, kar nekaj časa je ostajal in ja, pol sem se v bistvu na neki točki odločil, da bi rad to probal. Sicer zelo sramežljivo, niti, ker v tistem času je bil in strah in tesnoba tako velika, da jaz niti svoji terapevtki ne bi tega priznal, da se je dejansko da imam to in to težavo. V bistvu sem takrat šel na to, da bi rad pomoč glede športa, glede športnih priprav in tak naprej. Tako da je ni bilo tako iz prve povedano. Pa je kdorkoli od tistega prve izkušnje tukaj v OMC-u, ki si jo opisal, a je v tem času kdorkoli izvedel za to, kaj se ti dogaja, si s kom to delil? To je eden glavnih razlogov, zakaj smo danes tukaj. Ne. Zaradi tega, ker si ti ponavadi pri takih stanjih probaš delati, da je vse normalno in da vse gre naprej. Zato bojo ljudje, razen pri res nekih mogoče ekstremih, zelo težko opazili, da se z nekom nekaj dogaja. Danes itak živimo v času, kjer se bore malo ukvarjamo drug z drugim ali pa si vzamemo čas, da mogoče malo bolj globoko poskeniramo koga, kaj se z njim dogaja, a se mogoče njegove besede ujemajo z njegovo telesno govorico in obratno. In vem, da ja, v bistvu včasih, kjer je bilo najhujš, vem, da to so lahko bili pogovori, da s nekom sedim na kavi in vmes se dogaja, vmes se meni zdi, da bo šlo milijon stvari narobe in dokler ti sam ne začneš govoriti o tem, ljudje ne bojo vedeli. In se konec koncev tudi ni njihovo, da nam berejo misli, ne? Ampak ja, treba je začeti govoriti. Zakaj se nam to sploh dogaja? A to, da ne povemo,
Ali zakaj se pojavi tesnoba? Tako. In zakaj glede na poročila narašča? Imamo zdaj že kar nekaj let raziskave o mladostnikih, kažejo, da jih vedno več poroča o raznih duševnih stiskah. In je tudi razlika med tesnobo, napadi panike, oziroma kako se pravilno opredeljujejo. In potem tudi depresijo, pa ko gremo raziskovati, kaj se nam dogaja, zelo velikokrat lahko postanemo resnično zmedeni in prestrašeni. No, v glavnem, ja, zakaj sploh prihaja do teh občutkov in kakšna je razlika med posamičnimi stanji? V bistvu med tesnobo in panično reakcijo v resnici ni razlike. To je strah. Ko govorimo o tesnobi, anksioznosti, panični reakciji, paničnemu napadu, tudi če morda samo nekdo opisuje, imam občutek, da se mi bo zmešalo, kar drugače ni občutek, ampak je misel, lahko v bistvu že začnemo povezovati, da je nekdo nekoliko pod pritiskom in tudi takrat se recimo pojavi tesnoba. To vse je eno čustvo in to je strah. Gre v bistvu za simpatični telesni odziv, torej imamo možgane, ki vse, bom rekla, delajo v bistvu za nas v telesu, pa imamo pa še simpatični in parasimpatični del tega živčevja, ki deluje brez naše kontrole. Ko je Gaj prej rekel, da se ti zdi, da nimaš kontrole nad ničemer, ja, se je res nimaš. In tudi v bistvu včasih so ljudje, ne bom rekla razočarani, ker tudi pridejo v terapijo zaradi tega in si na vsak način želijo kontrolirati to stanje. Jaz si želim, da tega več ne bi bilo, jih pač žal moramo razočarati, da se to ne bo nikoli zgodilo in da v resnici mi potrebujemo, da telo namesto nas nekaj dela samo. Ta odziv straha je v bistvu največjega preživetvenega pomena, ker če si mi zdaj predstavljamo, da stojimo na robu pečine in da mene ni strah, ni me strah, torej imam katastrofične misli, kaj če dol padem, bom umrl, zmešalo se mi bo, ne vem, polomil se bom, ne bom preživel. Če v bistvu tega ne bi bilo, bi mi imeli večjo vrednost, da bomo stopili dol. In tukaj nas strah, bom rekla, zaščiti pred tem, da bi mi po domače povedano iskreno naredili kako bedarijo, ki bi nas res stala življenja. Ampak tesnoba kot nek izraz je v bistvu mičkajno izvožen iz tujine, kot je anxiety, anksioznost, tesnoba, pa dostakrat v bistvu ljudje samo opisuje eno stanje, kjer nisem realno bil na pečini, torej sedel sem v MC-ju na kavi, nič takega se ni dogajalo in mene je pač to primlo. V resnici te prime čisto ista stvar, pa če bi zdaj zagledal medveda, ker te dejansko hoče mogoče ubiti, in se vklopi ta naš odziv, ampak ker je nekako brez razloga, v bistvu tukaj ljudje naredimo eno veliko paniko. Vse mi nič ni, vse je v redu, zakaj moje telo zdaj nori. Ta odziv ne moremo preprečiti. Torej, ko govorimo o simpatičnem odzivanju telesa, gre torej za povišan srčni utrip, težko dihanje, veliko ljudi čuti mravljince po telesu, vročino, skratka, pripravljeni smo na fight. Tukaj tudi poznamo ta odziv, fight, flight pa freeze, ne vem pa, če to poznate, ampak to je tako čist preživetven odziv nas, v tem smo si zelo podobni živalmi in to nas pravzaprav ščiti pred tem, da bi umrli. In tukaj v bistvu ta odziv je isti, ali gre za strah, ali gre za tesnobo, ali pa za panično reakcijo, samo da ko govorimo o panični reakciji, ponavadi pomeni, da so ti občutki bili res, res intenzivni. Torej, ne vem, včasih kar rečemo na številki, na lestvici 10 do 10, bi to v bistvu panika bila že 10. Gre pa v bistvu za čist isti odziv vedno in povsod. In to je tudi nekaj, kar se ljudje morajo naučiti. Pravzaprav ljudje tega ne vejo, zato pa pride do straha pred strahom. Strah pred tem, da bom spet tesnoben, strah pred tem, da tega ne mogo obvladati, ampak dejstvo je, da tega ne moremo obvladati. Ker če ne, pač ne bi preživeli. Mi nimamo kontrole nad tem, tako kot nimamo kontrole nad tem, kakšen je naš pritisk, to je povezano s simpatičnim živčnim sistemom in pa hvala Bogu imamo tudi parasimpatični sistem, ki pomaga, da se potem ta vrača in to deluje čisto brez naše kontrole. Tako da ne moremo tega kontrolirati. Gal, odkril si potem, da je ta tesnoba, ki si jo doživljal, bila, kot si sam rekel, le vrh ledene gore. In da je pod to tesnobo marsikaj, česar se prej nisi zavedal. Kaj si odkril v sebi in v virih tega počutja? Ja, na terapijo prideš vsaj jaz, pa da sem raziskoval na temo tesnobe,
večina ljudi doživlja zelo podobne občutke, zelo podobne celo misli, vse je zelo podobno, praktično bom rekel, ker večina stvari je isto, ne, se pravi pri vseh ljudeh, ki tesnobo doživijo oziroma jo doživljajo. In to je, jaz sem prišel z strahovi, da grem mimo luknje na cesti in je mene strah, da se bo tam nekaj zgodilo. Spomnim se, v začetku tesnobe je, ne vem, prve te simptome, ki sem opažal, je bilo, da je šel pes mimo mene in sem se ustrašil. Nikoli v življenju se nisem bal psov. In to mi je takrat začelo take, nekaj je narobe, nekaj ne štima. Ne? To niso stvari, ki se jih človek naravno boji. Ne? In v bistvu nekako ne znaš povezati teh misli. No in tukaj je prišla pri meni terapija v svojo vlogo, zaradi tega, ker ti prideš in poveš, ne vem, vse te svoje misli, ki se ti zdijo popolnoma različne. No? In potem sem v bistvu na terapiji začel iskati skupni koren tem mislim in sem prišel do enega odgovora in potem sem rekel, ok, dajmo iti še malo naprej. V terapiji sem tudi zvedel, da je tesnoba ponavadi ena taka zadnja stopnja, ki se pojavi. Naše telo ali pa če ne živimo po nekih svojih vrednotah, če stvari ne štimajo, nam bo dalo veliko nekih znakov prej, ki jih danes dostikrat prezremo, sam zaradi tempa življenja, ki nam narekuje praktično vse, ker vse mora potekati hiter. Za te stvari si je treba vzeti čas. Dolgo časa trajajo, da nastanejo ali pa da do nekega določenega stanja pride in tudi to sem skozi terapijo odkril, da te stvari ne nastanejo z danes na jutri in tudi rešiš jih ne z danes na jutri. Ja, v bistvu jaz sem pol prišel do kar enih takih odgovorov, ki sem jih mogel poiskati znotraj sebe, iti kar globoko nazaj, kje so v bistvu bili koreni vse te tesnobe oziroma kaj je vse botrovalo k temu, da sem da potem ta vrh ledene gore, ki izgleda kot tesnoba, vspodje je pa veliko več. In zdaj, če se hočeš zadev lotiti, treba iti tisto dol pogledati, kar pa največkrat ni prijetno, zaradi tega, ker boš mogoče spoznal tudi stvari, ki te mučijo že dalj časa, pa si jih prezrl. Ko sem prišel na terapijo, se spomnim, da je bil cel čas sem se spraševal, kako je možno, da se to dogaja meni. Jaz sem pa tak srečen, vesel, vedno za akcijo, vedno tisti, ki bo dajmo to narediti, dajmo to, ki ima vedno čas, ki nikoli ne reče ne, itd. In skozi je bil to, recimo, moj, zakaj se zdaj to meni, če jaz sem vesel, jaz vse to lahko. No in recimo skozi terapijo sem pa odkril, da mogoče to, kar se dogaja zdaj, ali pa ne vem, je bilo prisotno že dalj časa, da je bilo nekje v mojem življenju in potem ljudje zelo radi zakrijemo, zaradi tega, ker pač, se pravi, treba se vključiti v družbo, imaš potrebo po tem, jaz sem se soočal z enimi takimi stvarmi, recimo z sramom. Ne povem eno anekdoto, ki se mi je zgodila prejšnji teden, da boste imeli predstavo, kaj pomeni toksični sram, kaj pomeni, da se človek globoko v sebi, recimo, sramuje samega sebe. Prejšnji teden sem prišel do ene situacije, pa to bom povedal sam tek, da boste razumeli, da ne glede na to, kdo si, pa ne vem, kako tvoje življenje izgleda navznoter, kako je lahko navznoter popolnoma drugo stanje. Zgodila se ena situacija, da sem pač bil v hotelu in ker sem bil na rehabilitaciji, sem imel cimra. In
pač bilo je tako, da zaradi takih in drugačnih okoliščin sem vedel prvi dan, da ne morem biti s tem cimrom v sobi. In recimo, jaz sem zdaj šel. Jaz sem šel na recepcijo, sem se o stvareh, sem rekel recimo, pač to in to je težava, se da to kako rešiti. Recimo 6 mesecev nazaj tega ne bi naredil. Cel teden bi recimo bil tam, se počutil jaz slabo, zato ker pač se itak moraš potrpeti, ker je to en tak glas v tebi. In to lahko, ne vem, da ne skrenem zdaj z teme, sam to sem hotel videti, da kako globoko lahko to gre. Ta nek glas, recimo, da nisi v redu, da ni okej, da se nekaj tak boš pa že potrpel. Ja. Kaj je tisto pod vrhom ledene gore, kar raziskujemo na terapiji? Kako to poteka? Do česa pridemo? Ja, to smo mi. Bi pa sam preden odgovorim na to povedala, da ni vedno nujno, da do tega pride. Torej, običajno se torej, da ponavadi ljudje rečejo, ja, globoko moraš iti brskati po svoji preteklosti, ampak to v bistvu ni čisto res. Veliko ljudi tudi pride lahko v terapijo zaradi skoraj identičnih razlogov kot morda nekdo drug in ne bojo imeli potrebe potem, da bi, ne vem, šli v preteklost in mogoče raziskovali neke odnose. Bi pa rekla, da za dolgotrajnejše rešitve, torej, da bi mi bili zmožni lažje živeti s temi težavami, zaradi katerih morda pač prihajamo v terapijo, pa vsekakor je priporočljivo, da torej ljudje ostanejo dlje v terapiji in nekako raziskujejo torej svoje odnose in mogoče neke vzorce vedenja, ki opažajo, da jih spremljajo v bistvu celo življenje. In to v bistvu ljudje zelo hitro ugotovijo. Zato v bistvu ti mogoče niti ne rabiš terapije, zdaj pa bom jaz hodil tja, da bom nekaj ugotovil. Jaz mislim, da ljudje dobro prepoznavajo pri sebi tudi v bistvu nefunkcionalne vzorce, ki jih spremljajo vrsto let, pa tudi mogoče nič ne bojo v zvezi s tem naredili. Tako da to ni nujna stvar. Kar pa se skriva mogoče pod gladino, so pa neke, dam ponavadi primerjavo, neki bolj trdovratni madeži. To ni tisti madež, kot je recimo neka tesnoba, ki jo vidimo v življenju kot nekaj motečega, zato tudi pač gremo v terapijo, ker nas to moti, ker nam ni v redu in je tako, kot bi vzeli pač neko čistilo in zdaj ta madež pač na hit malo popravili in ja, majica bi verjetno bila čista. In ljudje se zelo hitro v bistvu naučijo obvladovati tesnoba. Tako v bistvu ne poznam človeka, ki bi eno leto recimo hodil, pa ne bi znal obvladovati tesnobe. To se lahko zgodi že relativno hitro, po 14 dnevih, enem mesecu. Ampak ker pa opažajo, da v bistvu kar naprej pristajajo v bistvu v enih situacijah, ki to tesnobo sprožajo in da je to da so to najpogosteje odnosi, da so to v bistvu tiste stvari, da ne živimo v skladu s tem, kar si mi želimo, da zato, ker tako kot je Gajmal opisal, ne znamo reči ne, ker v bistvu smo kar naprej na voljo, ker v bistvu, tukaj gremo predvsem naproti sebi, ne gremo v bistvu, mislim, naproti, nismo v skladu s sabo, in to je ponavadi toliko moteče, ker ljudje takrat končno začnejo prepoznavati, kaj pa v bistvu mene privedlo do tega, da jaz sploh to tesnobo imam, čeprav je to lahko čisto bila ena ločena situacija. Tako da vzorci so tam, trdovratna prepričanja, ki so v bistvu se razvila že zelo zgodaj v otroštvu, seveda, ker takrat začnemo pač spoznavati svet, takrat začnemo spoznavati, kaj so to odnosi, kaj je to ljubezen, kaj je to varnost. In to se v bistvu tako uskladišči v naš organizem, torej možgane in telo, da v bistvu pač se lahko pojavi kadarkoli v življenju. In to je ponavadi tisto, kar ljudje želijo raziskovati. Več poznam takih ljudi, kot pa da bi rekla, da ne. Ampak ne z namenom, ker bi zdaj kar prišel, jaz imam pa nefunkcionalne vzorce, pa bi to rad rešil, ampak zato, ker vidijo, v bistvu, da je to zelo koristno in da za daljši rok življenja je boljše, da nisem, da znam obvladovati tesnobo, ampak da dobim veščine, da bom zdaj v situacijah bolje odreagiral, zato da do te tesnobe verjetno ne bo prišlo. Tako v tem smislu. Ko raziskujemo, beremo, poslušamo, velikokrat naletimo na termin travma kot nekaj pričakovanega za občutki tesnobe drugimi stiskami, ampak kaj travma v resnici je? Torej,
ko ljudje govorijo, da so bili travmatizirani, je lahko to zelo narobe povedano. Največkrat opozarjam, da beseda travma nekako morda je zlorabljena iz tega vidika v pogovoru, ampak samo zato, ker dejansko prava travma, torej kot nek odziv telesa na dogodek, ki je tako težek, da ga v bistvu naš organizem ne zmore obvladovati, ker ga res ne zmore, so ponavadi res, torej neke naravne katastrofe, nesreče, hude bolezni, ne pa v bistvu to, da sem doživel panično reakcijo, kar lahko veliko ljudi trdi, da so bili traumatizirani, ker so doživeli panični napad na faksu pred 50 sošolci. In tukaj v bistvu, zakaj je to ni v redu? Zato, ker mi en dogodek, ki je v bistvu popolnoma naraven odziv telesa, označimo za travmo, in težko se potem tudi od tega odlepimo. Pravzaprav v bistvu ena prvih stvari, ki so nas učili na izobraževanju iz psihoterapije, da se splača ljudi popravljati, ko govorijo, da imajo panični napad, da ne gre za napad, ampak za reakcijo, ker to tudi je, to je pač telesna reakcija in to ni noben napad, ampak če mi ponavljamo skozi, da smo imeli napad, bomo tako se tudi počutili, da se moramo braniti, kar pa v resnici tukaj ni dobra strategija, ker se ne bomo mogli odbraniti, poleg tega pa dajemo sami sebi sporočilo, da smo res ogroženi, ampak v resnici nismo, tako da travma z tega vidika, ja, seveda, da obstajajo travme, torej ljudje so preživeli in preživljamo lahko travmatične dogodke, ampak recimo nek pojav tesnobe ni travma. In se mi zdi to pomembno poudariti, ker bomo sami se poslugo naredili, če bomo na v bistvu nekaj tako naravnega gledali kot travmatičen dogodek. Tvoje nadaljne izkušnje s psihoterapijo in tega raziskovanja, niti mogoče ni pomembno, koliko časa si že v tem procesu, ampak kakšna je razlika od prvega dne, ko si se za to odločil, do danes? Ogromna. Na moje življenje je ogromna. To lahko povem danes tako zelo ponosno. Če pogledam samo obdobje nazaj, ne vem, od pol leta, pa velikrat se ti zdi, da dnevi minevajo, pa kar vse stoji na istem mestu. Pa včasih pogledaš nazaj, pa vidiš korake, ki si jih bil, ki si jih naredil, ki jih mogoče, ne vem, tako to, kar sem prej omenil, se pravi, to so take banalne stvari lahko, se pravi, da se stvari premikajo v smeri. In ko pogledaš mogoče za obdobje parih mesecev nazaj, mogoče, ne vem, enega leta in vidiš, kje si bil, kam si prišel in se rečeš, jaz sem pa ponosen na sebe, zaradi tega, ker marsikaj se da narediti, tudi v zelo kratkem obdobju. Mislim, jaz sem ne relativno, ampak sem mlad in se mi zdi tudi, da zelo hiter lahko delam korake. Zdaj, verjetno pri vsakmu ne gre to toliko hiter, včasih stvari, jaz vidim, da včasih rabimo dolgo, da neke stvari odpremo, da se mogoče smo sploh pripravljeni tja spustiti. Tako da, kdorkoli je v tem procesu, bi mu rekel, sam ne obupati. Vse prija na svoje mesto, slej ko prej, ker se je v bistvu celo bistvo terapije ni bilo to, da zdaj pa tvoje življenje postane brez težav, ker to je nemogoče, ampak gre za to, da kot je rekla Neva, se pravi, se mogoče znebimo nekih nefunkcionalnih vzorcev, ki nam kreirajo življenje na način, kot si ga mogoče ne bi želeli. In to se da narediti, to je v naši moči, da naredimo, da stvari spremenimo, tudi stvari, ki so se nam zdele mogoče nemogoče. Že sam to, da jih znamo prepoznati. Ker ko te pošasti dobijo imena, postanejo malo manj strašne in se že malo lažje obrneš in jih lažje se pogledaš, lažje se soočiš z njimi, lažje jim greš nasproti, lažje mogoče na eni točki rečeš ne. In porata je vedno manjše, in na koncu prideš do točke, da jih imaš ti na vrvici. Kar ne pomeni, da te ne bojo kdaj cuknale, ampak
vseeno ti to obvladuješ. Ja. No, malo sem se pesniško izrazil, no, ampak ja. Tukaj bi sam dodala, da si uporabil zelo realno metaforo, kaj v bistvu delamo tudi v terapiji. Ne? Torej, stvar, ki je zelo blizu nas, včasih dam kakor eno prispodobo, če bi napisali na papir recimo strahove, če smo jih pri tesnobi, in bi si jih dali res tako ful blizu obraza, praktično ne slišimo, ne vidimo, zelo blizu nas. So zelo veliko ljudi, ki to izkustveno naredimo, kdaj v terapiji, res se neprijetno začne počutiti. Ne? In tako v bistvu izgleda življenje skozi tesnobo. Ne? V bistvu praktično skoraj nikoli ne moš res polno zaživeti življenja, ga videti, ga slišati, zato ker si skozi temu malo preživetvenemu nagonu, tesnoba se javlja, ne? Ker je nekako iz okolja več prepoznavamo te ogroženosti, čeprav je morda ni, in ko nekako znamo ta list odložiti, jaz rečem, včasih je tako, kot da bi si ga v žep dali, torej to je še vedno tukaj, tako kot bi ti dal na povodec na svoje božasti in v bistvu so z nami, sam ne odreagiramo več na njih na tak način in to je v bistvu to je to, včasih rečem tem, to je to, več od tega ni, ne moramo v bistvu zradirati, je pa res, da včasih kakšna stvar spontano gre. Tako kot bi pač meni malo papirčka, mogoče iz žepa spontano čez neki mesec šlo in pa ljudje vidijo, da časih tu če stvari pustiš, da jih ne skušaš kontrolirati, v bistvu pregrejo. No. To sem hotel dati, ker se mi je zdelo res tak super prispodoba, kaj se v bistvu dogaja s težavo, s katero pridemo v terapijo. Ne izgine čudežno, ampak nek drugačen odnos imamo do tega pol. Ja, sam, če smem dodati, v bistvu gre sam za to, ja, da začneš prepoznavati, se pravi, da ti veš, čim se delaš. Ker ko enkrat to veš, stvari postanejo dosti lažje. To ne pomeni, da ko priješ do določenega spoznanja, da bojo pa stvari minale. Ne? Če si nekaj delal 20 let, bo verjetno trajalo vsaj en del tega časa, da bo to minalo. Ne? Se pravi, ne bo to šlo zdaj z danes na jutro, ampak zdaj veš, čim se delaš. Zdaj veš, kaj stoji pred tabo. In če veš, kaj stoji pred tabo, lahko to tudi dosti lažje ali pa enkrat bo ratalo, enkrat ne bo. Ne. To je en velik del, ki je mene naučila terapija, pa konec koncev sam ta letting go, da spustiš stvari, ne. Ker včasih, kot je rekla Neva, največ naredimo s tem, da ne probamo nadzorovati, ne? Da pač pustimo zadeve, da grejo v svoji smeri. Jaz vem, danes včasih samega sebe presenetim, ker pridejo, ko neke stvari razrešiš, pa greš čez, pa se delaš z njimi, se bojo, vsaj meni se je to dogajalo, mogoče se bo kdo lahko poistovetil s tem, spontano se začnejo pojavljati drugačni odzivi. Se pravi, če sem in to popolnoma nenadzorovano. Ne vem, na stvari, ki bi prej odreagiral tak, danes dam, ne vem, neko drugo pravilno, oziroma za mene boljšo reakcijo, bolj primerno in si včasih, jaz vem, da včasih znam biti prav v trenutku, odkot je tole prišlo. Tako da, treba je biti tudi pozoren na sebe, pa si dati včasih ta tap on the shoulder, pa reči, da opaziš tudi te male detajle, ko gre na boljš. Sem že nekaj bi dodala, glede pač kontrole, tega letting go. Mogoče ima zdajle kdo od poslušalcev kako reakcijo, da sami neke stvari kontrolirajo. Ali pa da, jaz kontroliram, pa ne znam tega popraviti. Kako pa to narediti? Se to v bistvu ni tako enostavno. Torej, nekaj želimo kontrolirati, ker se nam zdi samo na tak način bomo v redu, ali pa bo nekaj v redu, pa bo hkrati pa v bistvu se zavedamo, da bi mogli spustiti, pa tega ne znamo. Ne vas pomirim, da v bistvu smo mi ljudje, pač smo se rodili za to, da bomo kontrolirali. Naši možgani to delajo, zato ker morajo to delati. Ampak danes nam v bistvu vsa ta tehnologija, ne vem, če pomislimo recimo veliko let nazaj, ker pač ni bilo telefonov, si pač ti slepo zaupal enemu frendu tam, da se bo ta na igrišču dobla. Pa mama te pač ni klicala na telefon, ampak te pač tam gledala mali za vogala. Pač ni bilo toliko tega ob kiri uri, kdaj, to si naredil, tisto nisi naredil. Danes v bistvu je kontrola vse povsod. In naši možgani to ful zagrabijo, ja dejmo, ker samo tako bomo v bistvu dosegli neko varnost. Ampak ni tako, to je taka ena psihološka optična prevara, In zato se ljudje pol ful krivimo, ker želimo toliko kontrolirati. Ampak
ne se kriviti, to je v bistvu naloga možganov, je pa res, da lahko vsaj nekje pri sebi potegnemo črto, a zdaj to še vedno funkcionira za mene. A ta kontrola zdaj meni res služi, pa mi zagotavlja tiste neke pogoje varnosti, ki so čisto ok. Ne vem, en tak ful banalen primer je lahko, ne vem, kdaj plačate položnice, a ste oni, ki takoj, a ne, shit, kaj pa če sem zamudil kak rok, pa se že tresem, ker pač nisem plačal, ali pa sem en dan pozabil, ali pa sem tako, ja, v redu, pač bom 2 dni kasneje plačal, se je v redu, a ne. In ja, torej so osebe, ki bojo bolj kontrolirali tudi take stvari, pa se to življenjsko ne bo poznalo, kdaj sem zdaj splačal položnice, so pa vse eni vedenjski vzorci, ki bojo močno v bistvu vplivali na našo kakovo življenje in takrat se je pač treba vprašati, a je ta kontrola res funkcionalna. Ne pa v bistvu, shit, jaz kontroliram, pač itak, da kontroliramo, zato ker smo pač ljudje taki so naši možgani, skozi želijo zagotavljati varnost, ampak tukaj v bistvu temu rečemo drugače čisto toleranca na negotovost v terapiji oziroma v nekih psiholoških terminih. Gre za to, da bi ne razvijali skozi terapijo, čeprav mogoče ne direktno, to toleranco na negotovost. Da v bistvu ni treba nekih stvari kontrolirati, samo zato, da treniramo, da je ok. Pač ok, zdaj si mal imel paniko, ampak si ti lahko s tem živiš, pač nisi plačal položnice in tako se začne. Potem pa prehajamo seveda tudi na težje stvari. Torej reč ne ful dobremu frendu, ne vem, ki mu nikoli še mogoče nisi rekel, ne, zdaj on jeze na tebe. Shit, kaj pa če me bo zapustil, a ne? Kaj pa če zdaj ne bo več moj friend? Ok, let it go, pač mogoče res enkrat ne bo več, ampak aj to cena, ki jo boš ti plačal, ne? Torej ta kontrola, da jaz vedno zadovoljim, ne, in potrebo drugega, pač tukaj ni funkcionalna. Tako hotela sem samo ponazoriti, da vsi to delamo, da nič ni s tem narobe, ampak da nekje začnemo mi plačevati v bistvu večjo ceno. In tudi podobno v bistvu pa tudi pri tesnobi, pa ko si me prej še za te termine vprašala, da takrat, ko to vedenje postaja v bistvu ful izogibajoče, pa nefunkcionalno, takrat tudi šele v bistvu o motnji govorimo. Drugače pa vse to čist naraven odziv telesa in vse to, kar pač ljudje počnemo. In bom kar to zgrabila za iztočnico za vprašanje, kdaj se lotiti soočanja z stiskami, na kakršnem koli nivoju pač so že, in tega spoznavanja, raziskovanja sebe, razumevanja teh nekih reakcij neželenih, ki se nam pojavljajo skozi terapijo. Če sploh je tukaj, verjetno ni recepta, ampak zanesljivega odgovora, ko se zgodi pa to, pol pa res spet. Ampak kdaj je res skrajni čas, mogoče? Ja, res ni recepta, zato ker pač ljudem se lahko zelo hude stvari dogajajo, pa nikoli ne bojo šli, a ne, pa so alarmi že v bistvu že zelo zgodaj. Ga je prej opisoval tudi to, a ne, da v bistvu tesnoba, koliko je on doživel, je bila vrh ledene gore v smislu, da so bili že prej neki znaki, a ne. Torej, preden bi odgovorila na to vprašanje, bi rada povedala, da ima človek, torej organizem naš, telo, vse to, kar pač sodeluje, mi imamo zelo močno silo k samozdravljenju in to je čisto v redu in to mora tako biti. In vsak človek, ki bo imel težave, se bo najprej hotel z njimi sam spopadati, kar je čisto normalno in seveda marsikomu bo pač uspelo tudi rešiti probleme. Če pa to v bistvu nek dolgotrajen stres, ok, lahko da sem pač imel, ne vem, neko panično reakcijo na faksu, zato ker je res bil težek izpit, ne, pa je to bilo enkrat, pač jaz ne bi rekla, da zato mora iti človek v terapijo. Ampak včasih ljudje tudi potem čutijo, da bi mogoče radi lažje živeli, ker je bila tista izkušnja, je na tak način vplivala, da je zmanjšala kvaliteto življenja, da si pa želijo povrniti kvaliteto življenja. In tukaj je razlika, ali vračamo kvaliteto življenja, kjer se ljudje bolj lahkotno odločajo za pomoč, ker se jim zdi, da njihove težave niso tako velike, ampak bi pa radi podporo, kot pa tisti, ki se jim zdi, da so njihove težave ful hude. To pomeni, ne vem, imam že panične napade pol leta, pa še nisem šel v terapijo ali pa vsaj, ne vem, zdravniku povedal. In sploh za anksioznost je značilno, da zelo veliko ljudi, preden, ne bom rekla zdaj do mene, pride, ampak tako do recimo terapevta, ima v bistvu kar eno zgodovino obiska na urgenci zdravnikov, bom rekla, različnih pregledov. Za nas terapevte sicer to ponavadi tudi ok, v smislu, ok, preverili ste vse biološkega, kar je možno, ampak ljudje so nagnjeni, da bojo v bistvu ravno zaradi tesnobe in panike iskali pomoč pač pri zdravniku, a ne, ker se jim zdi, da imajo neke težave s srcem ali pa želodcem ali pa kaj takega. In v bistvu taki ljudje bojo zelo dolgo čakali, da bojo prišli k psihologu, dokler jim tam res na urgenci in rečejo, gospa, nimate srčnega infarkta, vi imate v bistvu psihološko težavo.
in to tudi pol v izvid napišejo in pol ljudje včasih so še kar nekaj časa v zanikanju, preden reče, ok, mogoče pa je to. Tako da hočem reči, zelo je različno, ampak ja, vsekakor pač en panični napad ni nič takega, če ga znam jaz uspešno integrirati nazaj v svoje življenje, kaj se je zgodilo, da je to v redu, ampak če so to dlje trajajoče težave, pa vsekakor treba iskati pomoč, vsaj pri zdravniku. Pri depresiji je kriterij zadnjih 14 dni, torej imamo določene kriterije, tako kot tudi za druge motnje in bolezni in ponavadi je tu nek časovni okvir, koliko časa morajo vsaj 4 recimo neki simptomi, ki so navedeni v teh priročnikih za bolezni, trajati, tako da vsekakor so kriteriji, ampak včasih niti to ne prepriča ljudi. Je še vedno tabu glede tega, ampak se mi zdi, da da smo boljši. Se mi zdi, da res več, ko se o tem govori, prej ljudje vidijo v tem neko odrešenje. Iz mojih izkušenj lahko povem, da to tisti, ki so se najbolj bali, so videli v bistvu, koliko je to ene koristi in vsi pol hodijo dlje časa. Tako kot sem prej rekla, za neko tesnobo bi lahko v 2 mesecih človek obvladuje, z njo živi, smo naredili vse, kar lahko po nekem protokolu, ki recimo najbolj pomaga, ampak večina ljudi se odloča, da bo še prišli in prihajajo potem zaradi drugih stvari in tam se začne to pod goro, ker začnejo ugotavljati, kako se to v bistvu v njihovih odnosih in drugi kaže, zato da, ker živijo pol bolj polno življenje. Kdo pa ne bi bil v bistvu pol bolj zadovoljen, če zdaj končno lahko reče ne, ali pa ne vem, da odpoved v službi, ali pa ne vem, se izbori za neke stvari v odnosih in je pomirjen sam sabo. Jaz ne rečem, da zdaj tesnobe ne bo več, seveda bo, živčni bomo, ko bomo mogli reči ne, ampak pol bomo dobili v bistvu za to, kar živimo in to je dosti večja nagrada, kot pa to, da jaz sam ne grem psihologu ali pa grem sam na zdravila ali pa ne vem, pač sem v stiski, ker je pač neprimerno mogoče, da bi šel, Tako da, torej so simptomi, so kriteriji, so roki, ki je treba iti, ampak je pa tudi v bistvu odvisno, kako človek dojema to, kako zdaj to vpliva na njegovo življenje. Eni živijo s tesnobo 15 let. Včasih kakšni moji klienti reče, veste, šele zdaj vidim, da meni se to dogaja že od 10. leta starosti. Da sem jaz bil celo osnovno šolo v bistvu anksiozen. Kaj vam to pove? V redu, pač, če smo 15 let s tem živeli, je tudi v redu, ampak ponavadi v bistvu lahko tudi zelo dolgo traja, preden ljudje poiščejo pomoč. Ker nekako pač živijo s tem, čeprav včasih na nefunkcionalen način. Tako. A se smem samo navezati? Pa ponavadi je doskrat tudi tak, se pravi, tesnobe ne moreš spregledati, Ti lahko leta in leta neke rahle anksioznosti, pa sej bo šlo mimo, To je ta sej bomo, pa mal devamo pod predprogo, ker ko se tesnoba enkrat pojavi, te to težko prezreš, ker to je, tako je prej rekla Neva, to je tule, pred tvojimi očmi je, temu ne moreš, Lahko smo pa leta in leta prej nekim malim stvarem rekli, pa sej bom to jutr, pa sej bom pol, in to se nalaga, in en dan naredi bum in ti rečeš, wow, kaj pa je z mano, Sam to. A ti si imel predsodek do psihoterapije, a si potem, ko si začel o tem govoriti, imel strah pred tem, da boš dobil stigmo, se pravi to zanikanje, ta strah in sram pred psihološko težavo, izzivom, stisko, ki ga imamo. A si občutil to pri sebi in potem Neva, zakaj še vedno je to taka stigma? Jaz pri sebi ne, ker sem tema psihologije mi kar od nekdaj blizu, sam sem rad brskal po virih, po knjigah, že dolgo pred tesnobo, kar mislim, da mi je zelo pomagalo tudi pri soočanju z vsemi težavami, z izzivi, ki so se pojavljali na poti, kar je tudi verjetno eden od razlogov, ker okrog sebe poznam kar dosti ljudi, mogoče, ki ima moje generacije, ki imajo podobne simptome, pa ne grejo. Tako da mislim, da sem se jaz kar relativno hitro odločil za to. Predvsem zato, ker sem kar odprt za te stvari. Ni mi bila to nikoli neka tabu tema. Pa si pol občutil, da je kdo iz tvoje bližine nate začel kakorkoli drugače gledati? Ne, v bistvu od kar sem jaz tam, pa delim zadeve z
svojimi prijatelji, svojimi bližnji. Velikokrat tudi slišim, se bi jaz tudi šel, mogoče bi pa jaz tudi šel. Se včasih, ko damo te stvari ven, ali pa mogoče sam, ko razbijemo ta led, kot nekdo točno to, kar delamo danes, se pravi, jaz sem tu, eden izmed vas, sem to naredil, nič ni narobe, oziroma vas spodbudim, da kdo drug naredi, če čuti potrebo potem. Tako da ja, bolj ko se to obelodanja, manjši strah pa manjšo stigmo imajo ljudje. Meni se zdi, da poleg nekih strahov, ki jih imajo lahko ljudje, torej, ki so povezani s predsodki in stigmo, je itak povezanih z družbo, na katere žal mi nimamo vpliva. Torej, lahko se pojavi nek medij na televiziji, ki je imel grozno izkušnjo z ne vem čim in zdaj bojo vsi temu sledili. Seveda lahko tudi z neko pozitivno izkušnjo. To je toliko enih dejavnikov, na katere žal nimamo vpliva. Lahko pa povem, da veliko ljudi, ki je kdaj pristopilo do mene, mogoče tudi ljudje, ki so me poznali, pa so želeli kako priporočilo, se mi zdi, da je en tak skupen imenovalec vsem tem, ki bi morda šli, pa nikoli ne grejo, in to je zavezanost. Torej, ko se mi odločimo iti v terapijo, pomeni, zdaj bom pa jaz mogel dati temu pozornost. Včasih to pomeni finančno, včasih to pomeni časovno, včasih pa predvsem to pomeni energetsko. Torej, jaz bom zdaj se mogel s tem ukvarjati. Zdaj bom jaz mogel, vzeti očala, pa to malo boljš pogledati, to svojo tesnobo, ali pa to nezadovoljstvo, že 5 let sem nezadovoljen pa depresivna. In mi moramo v bistvu se temu zavezati. In tudi v bistvu dosti terapevtov mojih kolegov včasih sploh ne delajo z ljudmi, ki se niso pripravljeni zavezati. Zato, ker vemo, da je lahko tudi za nas iz vidika, ker smo pripravljeni seveda pomagati, si pač opravljaš to delo, zelo težko za človeka, ki ni motiviran, ker seveda, kdaj motivacije pač ne bo, kdaj se bom jaz toliko slabo počutil, da bi vse pustil in pač šel, nekam drugam živeti in je to. Ampak predvsem, ker če človek ni pripravljen se temu predati, potem ne bo nekih sprememb. Torej, terapija je omejena z tega vidika, mi se pogovarjamo, imamo vpliv na človekovo življenje, torej poznamo tako terapevtske vaje, tehnike in vse, res je tega, ampak če človek na drugi strani ni temu predan, jaz včasih narišem eno tako torto, pa rečem, vaše življenje je tako kot en tortni diagram, teh 100%, in zdaj vi morate na tej torti narediti pač prostor. Torej, lahko da bo to 10%, da bo 30%, odvisno, in vi morate tukaj noter dati zdaj to delo na sebi. In vi morate v bistvu mogoče nečemu odreči tudi zaradi tega, ker seveda zdaj, če je bilo prej tam nekaj druga, zdaj bo pa tudi terapija, bo mogoče nekaj se mogo odpovedati. In tukaj se mi zdi, da je ta predanost problem, ker jaz nisem zdaj se pripravljen zavezati, ker imam probleme, nimam denarja, ne morem zdaj, ker imam to pa to pa to. Vse temu rečemo neke vrste izgovori, ampak ni izgovor zato, ker bi človek na drugi strani samo imel izgovore, ampak se gre za to, da bomo mi mogli, da se zavedamo, da bo zdaj v to šla ena energija. In tukaj je pol tisto, ta predanost, ki je ni na drugi strani. Ne samo stigma pred tem, kaj pa če bom jaz šel. Marsikdo je pripravljen iti, ga sploh v bistvu ne moti, se zaveda, da mu bo to pomagalo, ampak predanosti pa ni. Torej, nisem pripravljen zdaj v življenju narediti prostora, da bom pač, rečemo, temu delu na sebi oziroma kakorkoli. Tako da to je, jaz mislim, da je večji problem, kot pa sama stigma. Ta predanost, odločitev, da bom jaz zdaj šel v to in da bom se zavezal za, nekaj tednov, nekaj mesecev, da bom pač zdaj jaz ta problem, ki ga imam, rešil ali pa vsaj poskušal rešiti. Gaj, a ti je bilo kdaj naporno? Si kdaj čutil upor proti terapiji, želel odnehati, ne videl smisla, ne vem? Vsak dan. Vsak dan, mislim, ne vsak dan, ampak ja, niti ljudje se ne radi soočamo z negativnimi čustvi, predvsem zato, ker se z nas zgodi, da se mogoče ne bomo počutili fajn. Zdaj, če se odločimo za to, da bomo, kot je Neva rekla, začeli delati na sebi, bomo mogli pač tudi ta del iti čez, se pravi, se boš mogoče soočiti s tem, da ne vem, da si anksiozen, da imaš težave. Temu boš mogel posvetiti čas. In to je to, kar sem prej rekel. Se pravi,
ne bo se spremenilo nič, če ne boš ti delal dela. Zdaj, če greš ti na terapijo 45 minut, enkrat na teden, pa ne boš, ne vem, stvari, ki si se jih tam naučil, probo implementirati v svoje življenje, ne bo spremembe. Ne? Če se ti ne odločiš, ok, ne vem, moj problem zadnjih 10 let je, ali pa da se navežem na sebe, ne? Na moj primer, da si ne znam vzeti časa za sebe in je to pomenilo, da bom mogoče naslednje 2-3 mesece hodil na sprehode po uro, 2 sam sabo, ker to rabim, ne? Ker si moram zdaj vzeti čas za to, ne? Pa pač ne bo, kar bo, pa mogoče se bom počutil slabo, mogoče se bom počutil dober, ampak sprejeti dejstvo, da vse to sem jaz. Tudi ker slabih občutkov ni, saj, kar sem se naučil v terapiji, je v bistvu naša čustva, ne, to je v bistvu samo družbeno stigmatizirano. Ne. Vsako naše čustvo nekaj pove. Zdaj, jeza ima svoj razlog, zakaj se pojavi, žalost ima svoj razlog, zakaj se pojavi. Namesto, da se probamo tega otresti, si je treba vzeti čas, zavezanost k temu, da se usedemo dol, da si pustimo čutiti stvari. Ker bolj ko to potiskamo, bolj bo to nekje ven vrelo. Ja, se je v bistvu res zanimivo to, da ljudje ne želijo stopiti iz tega trenutnega življenja, recimo to, kar je Gaj opisal, da je mogoče pa zdaj moje življenje malo drugačno, mogoče ne bo mogel iti toliko ven na pijačo, mogoče bo mogel na sprehode hoditi, ne vem, mogoče se bo mogel nekim še drugim stvarem odreči, zato da bom, ne vem, pa hodil zdaj na terapijo. Zdaj, to je seveda različno, pri enih je to več žrtvovanja, pri enih manj, ampak vsekakor gre za neko željo po spremembi, pa pri tem, da bo zdaj moje življenje drugačno, ampak mi iz tega svojega starega nočemo izstopiti, narediti prostora za to, čeprav je ironično ravno to življenje, to, ki v bistvu nas še vedno drži v teh istih nefunkcionalnih vzorcih. Ne vem, lahko pač, da imam v bistvu nezdrave odnose, in da v bistvu s tem, ko bi jaz mogla se zdaj tukaj zavezati za eno terapijo, pa ravno na tem odnosu delati, jaz tega ne želim narediti, ker je meni lažje ostati v tem odnosu, ker pač to poznam, to pač znam delati, kljub temu, da to ni ok za mene in bomo v bistvu vztrajali v tem nefunkcionalnem delu življenja, kljub temu, da bi lahko v bistvu pač to reševali nekje, seveda, kjer pač ni prijetno, tako kot je Gaj rekel, daskrat nam ni do tega, ampak ljudje v bistvu nočemo včasih izstopiti tega življenja, čeprav vemo, da to ni ok, kar recimo delamo ali pa se to vleče že več let, ker ne naredimo prostora za to neko novost. Ampak če bi le ljudem lahko narisali, da ta novost bo v bistvu nekaj malega, da to sploh ni tako veliko, si oni predstavljajo, a hkrati je to tako velikega pomena. Jaz mislim, da bi se ful več ljudi odločilo na splošno za terapijo, brez neke stigme, ampak samo tako, ker valjda ne moramo zdaj vam napovedati, vi boste pa čez 1 leto srečni, ker boste se ločili ali pa ne vem, ne. Ampak vsekakor zagotovo torej terapija ne gre v minus človeka, ker sledi njegovim vrednotam, sledi temu, kar je njemu pomembno in sledi temu, kar on narekuje. Ne? Če človek reče, lejte, meni je pa tole čisto v redu, s to tesnobo zdaj živi, meni je ok, v redu, ne bomo mi tam govorili, ne, gospod, vi pa pol leta še morate hoditi. Tako da se mi zdi, da tukaj je to sporočilo za ljudi, da malo spremembo v bistvu s tem morate začeti, s to zavezanostjo, pa boste pa videli v bistvu, da je bila to ful velika naložba, ker bo ta mali del začel prevladati nad vašem življenju v pozitivno smer. Se mi zdi, ne vem, lahko ti mogoče poveš, kako se tebi zdel ta preobrat, ker ljudje doživijo preobrat, in takrat tudi pa lahko rečemo, ok, nekaj je delovalo tukaj, kar smo mi naredili. Ja, na trenutke zna biti zelo težko, sploh če govorimo o spreminjanju nekih vzorcev, zaradi tega, ker si toliko in toliko časa sebe poistovetil z nekimi stvarmi. In ko začneš to spreminjati, se začne celoten tvoj sistem upirati temu in imaš občutek, da greš proti sebi. Taki dnevi znajo biti najtežji, ker imaš prav občutek, kot da ti hodiš proti samemu sebi, ker vse v tebi govori, ne tega delati, ne, ker si 10 let govoril ja in zdaj boš rekel ne moreš ti to reči. In tukaj znajo biti, te dnevi znajo biti kar težki. Tudi to, da ko bomo začeli delati prave odločitve, ki
ki so boljše za nas. Ne bo vedno na začetku, se mi zdi, saj jaz sem to tek pričakoval, sem mislil, zdaj sem pa naredil prav odločitev, zdaj bo pa to v meni veselje, radost. Ni, ne. Ponavadi je, ne vem, najprej sledil občutek krivde, občutek srama, zakaj si zdaj to naredil, ne vem, pa se je pol čez čas zadeva, ko ponoviš, pa narediš dvakrat, drugič, tretjič, pa vidiš, mogoče pa tole res boljš za mene, da je prišlo do spremembe in pride. Vsaj v mojem primeru definitivno je prišlo do spremembe, praktično se kar obrne življenje, ker začneš, ne vem, vsaj v svojem primeru sem mogel marsikatero prioriteto spremeniti, ne, ampak dokler ti vidiš, da grejo stvari na boljš, tukaj bi sam dal eno tak opomnik ljudem, ne hiteti, ne, ker ne bo. Ne. Mogoče boš mogel začeti to delati in boš mogel eno odločitev delati 1 mesec, preden boš občutil ok, pa da se boš znebil občutka krivde, da ti to lahka. Tako da ne obupati prvi dan. Ko bi rekli Američani, we live to fight another day. Ne. Greš in počasi prihajajo spremembe in delati malo neke retrospektive vsake toliko časa, pogledati sebe, ok, a to funkcionira za mene, to ne funkcionira. Ja, se upravičujem, Tina. Ljudje smo ful odporni drugače. Res smo odporni. Včasih se nam zdi, imel bom, ne vem, eno panično reakcijo ali pa to mi bo neprijetno, da trpi, da jaz bom to kar umrl, ne bom zmogel. V resnici pa mi to vse zmoremo. Tukaj bi rada izpostavila, da obstajajo ranljive skupine in obstajajo seveda tudi neke druge motnje, za katere ne morem lih reči, da so odporni, ampak ja, obstajajo v bistvu tudi ljudje, ki žal morda niso toliko odporni zaradi tega, ker so imeli res, ne vem, bom rekla, kakšne primanjkljaje ob rojstvu ali pa imajo drugačne kapacitete, ampak tako, če bi recimo res neko povprečje vzela, smo ljudje odporni in zmoremo. Ko sem rekla za ranljivo skupino, tukaj bi zraven v bistvu še pohvalila tudi Gaja, zato ker je kot moški se danes res izpostavil in delil svojo izkušnjo, ker moški so ranljiva skupina, res bolj so dovzetni za vse duševne motnje, predvsem za depresijo, samomor, tudi odvisnost od drog, ki ponavadi vodi v bistvu tudi v večje depresije in samomore. In tukaj so moški v zelo, glavne številke so dosti večje pri duševnih motnjah pri moških, kot pa pri ženskah. In v bistvu iz takih zelo, bom rekla, preprostih razlogov nas je zadnji zelo težkih, zato ker se ne pogovarjajo. Ženske od nekdaj uporabljamo ta chit-chat, torej da se na hitro nekaj zmeniš. Ena ženska bo prej tam, ne vem, frizerki pač povedala o nekih svojih problemih, torej ženski, mogoče, ki je sploh ne pozna in bo dobila mogoče neko povratno informacijo, ki bo dejansko koristna, moški pa to res ne počnejo. In jaz mislim, da tukaj smo ful še zaostali, kar je žalostno, ker sem terapiji imela zelo veliko moških, tako študentov kot starejših in se mi zdi, da res v bistvu ta trud, ki ga moraš dati čez to, da si še ti kot moški v bistvu naredil ta korak, se mi zdi, da je še toliko pač večji, ker žal to je resnica, tega si pač nismo zmislili in v bistvu tudi, če pogledamo na Inštitut za samomore v Kopru, vsako leto v bistvu znanja ob seveda ozaveščanju samomorov, tudi tega, kako so moški v bistvu zelo ranljiva skupina za to. In zato je še toliko bolj pomembno to, kar je danes Gaj naredil, da v bistvu podeli, da pač moški ne rabite biti tiho, in da pač so stvari, ki so popolnoma človeške v vas, in to vas ne loči od drugih ljudi. Da bi zdaj rekli, kot moški pa jaz zdaj nekaj morem drugače. Tako to sem res hotela poudariti in pa vsaj eno tako pozitivno sporočilo, da smo ljudje odporni. In ljudem včasih, ko pridejo v terapijo, je na začetku malo slabše. In to tudi povemo ljudem. Lejte, gospa, vi pač zdaj, lahko da se boste malo slabše počutili, ker zdaj smo začeli delati na tem. Zdaj v bistvu to, kar ste malo odrivala stran, je kar naenkrat tu pred vami, ampak bo boljše. Zdržite tole in to je tudi en super trening, da v bistvu mi zdržimo stvari tudi na tak način, da ne postanemo kontrol friki, pa ne vem, se ne nadomestimo v bistvu teh občutkov s kajenjem, s hrano, s drugami in vsem tem, kar ljudje pač žal delamo. Tako da, ja, pač odporni smo, obstajajo pa v bistvu ranljivosti in to dvoje oboje moramo pač res se tega zavedati. Sam to, no.
Ko smo si pripravljeni na pogovor, si Gaj omenjal izplene psihoterapije, skozi katero si šel. Omenil si samoregulacijo, omenil si samosočutje kot neka orodja, veščine, ki si jih odkril, začel vaditi v tem procesu. Nam lahko kaj več poveš o tem? Ja, jaz sem terapijo v bistvu v sebi doživel v bistvu kot eno tako odraščanje. Ne, če me bo kdaj danes vprašal, ne počutim se ozdravljen, ker nisem bil bolan, ampak se počutim nekako od zrelega, doraslega težavam, izzivom. No in samoregulacija je tukaj zelo, zelo pomembna, zaradi tega, ker sploh pri težavah, s katerimi sem se jaz soočal, nas ponavadi čustva prevladajo. In to, da dobiš sposobnost, da v bistvu svojim razumnim delom, možganom lahko greš čez ta čustveni del in se pravi, ok, ne vem, kaj se tukaj dogaja, ne vem, se bom usedel, si bom pustil, bom naredil prostor za določeno čustvo, ampak ne vem, to zdaj ni nekaj, brez česa, ne vem, če ti pride do nekega straha, a pa je to res, a pa se bo to res zgodilo, ne, a pa bo zdaj to, se spomnim, ko sem prišel na terapijo in se povedal, kakšne imam strahove, da imam kakšne motnje, da imam kakšne bolezni. In v bistvu sem dobil eno vprašanje, ja in kaj zdaj, če bi imel, kaj pa to spremeni, če ti, ne, mi danes povemo, da imaš kako motnjo, pa sem rekel, ne, mislim, na moj današnji dan ne bo imelo nobene spremembe. In to je bolj ta regulacija, da znaš v bistvu samega sebe regulirati, se pravi, da nisi konstantno voden svojimi čustvi, ne, zaradi tega, ker sploh v težkih trenutkih to zelo težko naredimo, ne. Zdaj pač dokler si vesel, se v bistvu niti noben s tem ne ukvarja, ne. Zdaj, ko pa ratamo žalostni, ne, ker veselja itak ne more biti nikoli preveč, ko pa pride do žalosti pa teh stvari ali pa tesnobe itd., ki je ponavadi itak pognana s strahom, se pravi, in ne, tukaj je pa zelo pomembno, da se znaš regulirati. In samosočutje? Ja, samosočutje je tudi ena stvar, ki jo sam zelo vedno več probam prakticirati, in to se lahko v eni knjigi, ki sem jo dobil na terapiji, sem prebral en stavek o samosočutju oziroma definicijo samosočutja, ki pravi, avtor knjige pravi, da je bistvo samosočutja, da spoznamo svojo bolečino in da se odzovemo s prijaznostjo. Se pravi, da znamo v težkih trenutkih biti prijazni sami do sebe, biti neka tista opora, ne vem, zdaj, ko smo otroci, pričakujemo, ne vem, to podporo od staršev v nekem idealnem svetu, ki ga ni, bi nas mogli starši tudi tega naučiti, ne, eni to dobijo, eni ne, kakorkoli se moraš čez življenje to naučiti sam, se pravi, moraš se naučiti biti sam sebi, neka podpora, da se znaš držati, da znaš biti sam sebi dober prijatelj, konec koncev, ne, da znaš samega sebe držati gor, pač, ko so stvari težke. Ja, to je Gaj zelo lepo povedal, kar v bistvu terapija da, tudi če na tem ne delamo direktno, ne. Torej, samoregulacija je ena pomembnejših stvari kot neka veščina za človeka, zato da se bo v življenju znašel, da bo postal nek odrasel, samostojen človek in da bo zmogel reševati probleme. Ko imamo mi probleme, nikoli v resnici nimamo teh problemov, ampak imamo problem z našimi doživetji teh problemov, a ne? Ker recimo dva človeka nikoli ne bosta en problem videla enako, en bo ob njem doživel panično reakcijo, eno bo pa vseeno. In on, ki bo doživel panično reakcijo, bo imel problema, ne? Ampak ne zaradi problema, ampak zato, ker bo doživel tako neprijetne občutke, ki bi se jih seveda radi
radi znebili. In ko govorimo o samoregulaciji, gre v bistvu za veščino, ki se jo v bistvu učimo celo življenje. Začne se seveda pač z neko vzgojo in odzivi staršev na nas, ker smo mi bili otroci, ker se spoznavamo s čustvi, zdaj, a je v redu, da je mene strah ali ni, a je meni mama rekla, dej, kaj te bo strah, se si sam padla in se bom jaz naučila, ok, tebe ne sme biti strah in seveda, da pol, ko me bo strah, ker bom odrasla, bo meni en glas rekel, to ni v redu, tebe ne sme biti strah, ti si močna punca, kaj si tule, pa si mal padla, In v bistvu nasproti tega samo sočutja, ki ga je Gaj omenil, je pač ta neka notranja kritika, ki je drugače ranljivo za razvoj duševnih motenj in tega imamo veliko. Brez tega seveda ne gre. Mi rabimo malo kritike, da popravljamo stvari v življenju, da sprejmemo odgovornost za svoje napake in v bistvu nas že od malega učijo, kako je treba živeti. Deli to, deli tisto in temu rečemo dovoljenja in prepovedi, ki nam jih starši dajo. Ne vem, to se ne dela tako, to se dela tako in mi v bistvu odraščamo s tem. Ampak včasih je teh prepovedi preveč in dovoljen premalo. In seveda dovoljenja so potem v bistvu ta neka prijaznost in sočutje. V redu je, če si zdaj jokala, vidim, da si res hudo padla, tudi če pač nisem. In tukaj se jaz učim kot otrok, to je tisti lahko nek sočuten glas, ki mi bo enkrat, ko bo meni hudo, rekel, lej, v redu je, ker ti je hudo. Hudo ti je, vidim to, torej da damo vrednotenje temu občutku in pa pol tudi neko zaupanje, da bo to minilo, ker se naučimo, da pač, če smo prijazni do sebe in naših občutkov, tudi takrat, ko so res neprijetni in nam en del možganov govori, to je narobe, tega ne bi smelo biti tukaj, da v bistvu mi to nekako začnemo sprejemati. In študije kažejo, da v bistvu sočutje kot odnos do nekega občutka v bistvu zdravi, ker spreminja naš odnos na celični ravni, to je dokazano, torej nevrološke recimo raziskave ful veliko o tem govorijo, in pa da v bistvu imamo en tak čuječ pristop v smislu, da smo pozorni, ok, ti si zdaj žalosten, opazim to, da se je neko čustvo v meni pojavilo in ga v bistvu samo nekako sprejmem, opazujem, ok, pač to se je zdaj zgodilo, nekako s to prijaznostjo to spremljam in potem bo občutek nekako sam nekako se razblenil. In tukaj v bistvu delamo največje napredke. Kljub temu, da se nekomu zdi smešno včasih, kako sočutje. To se jaz recimo kdaj poslušala, kako boš sočuten, saj to ne rabimo v življenju, ti rabiš biti taf. Ja, sej taf ti bo pomagal, da boš ene probleme rešil, sam, ko boš ti v stiski, ti to ne bo pomagalo. To bo poglobilo tvojo stisko. In zato zelo veliko ljudi, ki so nekaj časa v terapiji, začnejo doživljati sočutje kot v bistvu res en full ok način za samo čutenje teh neprijetnih občutkov, s katerimi pač imamo največ težav, na žalost. Tako, to sem hotela še sam dodati. Ok. Potem bi mogoče še to, ker smo se tudi pred pogovorom pogovarjali o raznih, se niti ne vem, to lahko imenujemo alternative terapijam, se pravi spletne vsebine, retriti, skratka neke aktivnosti in veri, nasproti terapijam. Pa preden nam svojo izkušnjo s tem spletnim raziskovanjem podeliš, Neva, prosim, kje vse lahko pridemo do psihoterapije, po kakih vse poteh preko rednega zdravstva, imamo tudi brezplačne posvetovalnice, zasebne terapevte. Ja, jaz tudi zelo veliko, tudi svojim klientom priporočam, da tudi mogoče nekateri, ki pridejo nekako do mene osebno, da tudi v bistvu takrat poiščejo terapijo v zdravstvu. To se naredi tako, da v bistvu gremo do osebnega zdravnika in povemo svoje težave, ki nam lahko izda potem napotnico za kliničnega psihologa. To je v bistvu edini profil psihologov v zdravstvu, ki izvajajo psihoterapijo na napotnico, tako da lahko v bistvu prideš do psihoterapije tudi na brezplačno oziroma na napotnico v zdravstvu. Zdaj, že kar nekaj let, to se je začelo zaradi covida, pa obstaja preko NIJZ tudi posvet.org, kjer v bistvu imajo tako mrežo po Sloveniji, nudijo brezplačno svetovanje za tako za mladostnike, odrasle, družine, tudi v Velenju, v bistvu tam zdravstvenega doma, pozabila sem, kako se reče, tudi pisarna MODEMC-ja. Jakec Tako, center, Jakec center. Tam v bistvu mislim, da je že kar na vratih številka, kamor lahko dejansko v Velenju greš na brezplačno svetovanje, tam se pač dogovoriš, kakšni so termini, lahko pokličeš, v glavnem številke so javno objavljene. Torej posvet.org je ta spletna stran, če mogoče kdo ni iz Velenja, ki to posluša, pa bi za svoj kraj pogledal.
Tako da to je brezplačna pomoč, privat pa je tako, da ponavadi ljudje ali na neko priporočilo iz ust do ust, da so pri nekom bili, delijo izkušnje naprej ali pa v bistvu kar po spletu. Mislim, da je najbolj taka besedna zveza, ki ljudje išče, pač psihoterapija, pa ne vem, mogoče kraj ali pa kaj takega. In potem pač na tak način v bistvu iščejo pomoč. Ampak ja, obstaja v bistvu tudi ta za napotnico in pa tudi brezplačna pomoč je dostopna. Zdaj pa že res kar nekaj letno. Tudi v Velenju. Hvala. In torej te tako imenovane alternative, kaj vse si odkril na spletu in kaj si ugotovil, kako z vsemi temi informacijami ravnati, kaj lahko koristi, kaj pa morda tudi ne? Vse to je zelo koristno, pa fajn je, da brskamo sami. Zdaj, ali so to knjige, ali so... Danes imamo ogromno nekih kvalitetnih, kot je Nevin, strokovnih podcastov, se pravi, ne pač sem mogoče nekih pogovorov ali pa, ko se ljudje sam pogovarjali, ampak imamo zelo veliko strokovnih vsebin, na katerih lahko res ogromno, od katerih lahko ogromno odnesemo. Jaz bi rekel, da to sem v bistvu povedal, da je treba brskati, no? Da treba je iskati mogoče še izven, ne vem, v ostaljenih okvirjev. Vem, da jaz, ko sem delal izbiro, kam bom šel, sem recimo malo sem bil skeptičen do javnega zdravstva, še zmeraj sem. Zdi se mi, da pa tudi verjetno mladi, ki se soočajo mogoče s težavami, se lahko poistovetim s tem, zakaj marsikdo recimo noče ali pa iti v javno zdravstvo, ker niso vedno stvari glih popolne, no. Čakalne vrste so dolge, v javnem zdravstvu, ne vem, do kliničnega psihologa prideš zelo težko, a ne. Tako da veliko je možnosti, kjer lahko dejansko najdete pomoč. Tukaj bi se navezal še pa na eno stvar, da največ lahko naredimo praktično oziroma večinsko delo lahko naredimo drug z drugim. S tem, da ustvarjamo odnose, v katerih se bo ljudje počutili varno izraziti svoje potrebe, mišljenja, da probamo ustvarjati eno strpno družbo, ki ne bo kazala s prstom na vsakega, ti si pa tak, da se poslušamo, predvsem to, da se poslušamo. Ja. Kar bi bil, če sem iskrena, krasen zaključek tega pogovora v smislu, kaj lahko kot skupnost storimo za boljše duševno zdravje vsakega posameznika in to neko kolektivno vzdušje, ne? In če smo vse kaj naučili iz tega pogovora, kaj lahko kot posamezniki za to storimo, da pogumno opazujemo, da imamo izziv, da ga naslovimo z iskreno željo, da to raziščemo in smo predani v tem procesu in pa da zaupamo, da zmoremo živeti tudi s tem, ne? Predvsem to. Hvala lepa vama, Gaj Muršec, za pobudo, za iskren nastop, za prispevek v tem pogovoru in Neva Kumer Pavlović, hvala, da si se odločila in strokovnega vidika pokomentirala, dodala, razjasnila marsikateri pojem in pa predvsem upam, dokazala, da lahko pogovori z strokovnjaki, profesionalci, če želite, torej psihologi na psihoterapiji potekajo zelo sproščeno, da to niso grozljive izkušnje, morda sprva zastrašujoče, ampak smo danes izvedeli, da tudi izredno osvobajajoče in vsekakor je vredno poskusiti. Bi se strinjal, Gaj, in ti dam besedo za zaključek. Ne bi se mogel bolj strinjati s tem. Se pravi, tako sem že prej rekel, ne obupati,
ni sramotno iskati pomoči, pa se soočiti s svojimi težavami. To je vedno lažje, kot pa jih devati na stran. Verjemite, kakorkoli se zdi težko soočiti s stvarmi, je dosti težje to, da jih odlagamo. Ja, ne bo to. Hvala vama, obema. Hvala, enako. Hvala vam za ogled. Srečno.